Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. V Pekingu poteka še drugi del največjega letošnjega športnega tekmovanja. Potekajo paraolimpijske igre, zimske igre. Na teh igrah je naša predstavniška skupina precej manjša kot na letnih igrah. Ampak k tem igram se bomo še vrnili v nadaljevanju. Vrnili se bomo k našemu parasmučarju Jerneju Slivniku. Zdaj pa k športu, ki je zelo zanimiv zato, kajti dva slovenska predstavnika redno premagujeta športnike, ki niso invalidi. V Laškem je potekalo Evropsko prvenstvo. Parašportniki so izjemni posamezniki, številni med njimi svojo železno voljo tudi vzor vsem ostalim ljudem. Toda njihovo udejstvovanje v športu vendarle poteka v manj konkurenčnem okolju. Verjetno tudi sami poznate koga, ki na parašport gleda skozi podobno prizmo. Ko tak človek dobi nekaj zanimivih informacij, pa hitro ostane brez besed. Recimo, ko izve, da najboljša slovenska predstavnika v parabiljardu Matej Brajkovič in David Slaček na skupnih tekmovanjih redno premagujeta neinvalide. Toda gremo na začetek. Odločil sem se pred nekje 5, 6, 7 let pa nazaj. V bistvu iz enega Firbca, ker je ta drug moj soigralec Matej Brajkovič je že takrat imel dosti uspehov, pa sem jaz iz enega Firbca naredil en turnir v pabiljardu. Takrat sem potem dejansko iz tega časa sem videl, pa da nisem toliko slab, in da bi mogoče tudi lahko v tem kaj uspel, pa naredil. Ja, če se dotaknemo kar evropskih prvenstev, kjer smo zdaj, tukaj mi je najbolj všeč to, da imamo mi svojo disciplino, torej mi na vozičkih smo skupaj. Posebej od moških oziroma žensk, ki imajo še svoje skupine. Tako da to je v bistvu, da smo res sebi enakim. In tukaj recimo imamo uspehe. Prvi je bil 2-5, bronasta na Nizozemskem. Teh bronastih je potem bilo še 13. Lani je potem prva srebrna prišla, letos pa samo to, kar še manjka, zlata. Sporočilo za mlajše športnike invalide, ki morda izbirajo oziroma kolebajo med različnimi športi, zakaj bi jim priporočili ravno biljard? Dobro vprašanje. Če iz osebnega stališča odgovorim, zato ker ni tako različen šport od ostalih, recimo temi hodečimi. Zato ker v Sloveniji, recimo Svojec pa David edina, ki so na vozičku, igrava pa skupaj s člani, torej ostalimi, ki so hodeči. In jih več kot večino premagujejo, tako da je to najbolj noter ta izziv, da nam očitno nekaj res gre in tako jaz to vidim. Biljard je čudovit šport in je zelo mednarodno že pripoznan v tem in ga uporabljajo kot, ga imajo integriranega v samem sistemu, se pravi javnem, državnem. Ker je igra in ker je šport in ker je taka, da v bistvu tekmuješ na nek način sam s sabo, je zelo podobna situacija, v kateri so se marsikateri od teh invalidov tudi znašli. Poleg tega pa zahteva 4 temeljne vrline življenja, pogum, potrpežljivost, preciznost, pamet in to je nekaj, kar pa vsakmu služi, ne samo invalidu. Zdaj, če vas vprašamo o treningih, koliko časa morate posvetiti, da ste na tako vrhunski ravni, koliko trenirate, ali verjetno je cikel drugačen pred temi velikimi tekmovanji, kako se treningi spremenijo, tempirane forme? Pred ta velikimi tekmovanji, kot ste rekel, tempirane forme, ključne so tudi kakšen dan, dva počitka, pa spet potem 8 ur v kup, lahko rečemo, da zdržiš psihološko, da si neka psihofizična kondicija je več kot obvezna. Drugače pa čez leto pa enkrat do dvakrat na teden, da vsaj držiš stik s palco, da ne pozabiš neko zadostno formo, bom rekel, kaj več, pa potem 3-krat, 4-krat, da mogoče že na detajle vzdržuješ, oziroma ker
je treba biti ves čas v stiku s tem. Ja. Vztrajnost se je tudi tokrat obrestovala, saj je Matej Brajkovič v igri osmica na Evropskem prvenstvu, ki je potekalo v Laškem, osvojil bronasto medaljo. Vrhunski šport je sestavljen iz zelo številnih dejavnikov. Danes pravzaprav ni uspeha brez na eni strani vrhunske ekipe, na drugi strani brez odličnih pogojev za treninge in tekme. Skratka, gre za zelo zapletene mozaike, sestavljene iz zelo številnih delcev. In v naši tokratni rubriki se ukvarjamo s temi posameznimi elementi. Pravzaprav s tistim najbolj ključnim elementom posameznega športa. Tokrat se bomo posvetili lokostrelstvu. V rubriki Ključni element smo tokrat obiskali paralokostrelca Gregorja Habeta. Preverimo, kaj je ključni element oziroma ključni trenutek v njegovi športni disciplini. Ključni element v lokostrelstvu je tik preden puščica zapusti lok. Pri lokostrelstvu je izredno pomembna koncentracija, kako pa poteka priprava na strele do ključnega elementa. V tem trenutku morajo biti vsi občutki usklajeni. Merilna naprava točno v sredini tarče, ramena na pravi višini. Potiskati moram lok in ga hkrati z drugo roko raztezati. Sidranje mora ostati pri miru. In v tistem trenutku mora biti vse idealno, da ko spustim tetivo, puščica odleti naravnost proti sredini tarče. Kot vsi športniki, tudi Gregor takoj začuti, kdaj je vse naredil prav in bo strel dober. Že takoj, ko spustim tetivo, če sem vse idealno naredil, vem, da bo dober strel. In za konec še nasvet za vse, ki so šele na začetku svoje lokostrelske poti. Kako priti do tega, da lahko konstantno ponavljaš dobre strele. Ja, se pravi, za čim boljše izvedbo strela treba čim večkrat ponoviti strel. Prvi trening oziroma sploh odločitev za nek šport. Na to pride prva tekma, prva dobra uvrstitev, prvi uspeh na velikem pomembnem prvenstvu. Skratka, v življenju športnika je veliko zanimivih enkratnih neponovljivih trenutkov, ampak ponavadi prav vsak športnik še posebej izpostavi samo en, tisti res poseben trenutek v karieri. In o tem posebnem trenutku nam je nekaj zelo zanimivih podrobnosti zaupal naš vsestranski športnik Dejan Fabčič. Na ta dan se spomnim, da sva imela s trenerko Brino še trening v dopoldanskem času, vendar je bila moja glava že nekako osredotočena na ta drugi dogodek, nekako zame bolj pomemben, in tudi Brina mi je takrat rekla, da sem nekako raztrešen na treningu. Tudi že zjutraj sem se zbudil tak malček bolj, ko bi rekel, ne nervozen, ampak tako v nekem pričakovanju. In dejansko sem komaj čakal, da se zgodi, da se odpravimo. In moram reči, da se teh trenutkov res spominjam, ko smo se odpravili proti stadionu, ker bo potekala otvoritev. Sem bil tako zelo vznemirjen, ampak hkrati zelo vesel. Tako Prešerno vzdušje je bilo znotraj ekipe, znotraj vseh športnikov, ki smo jih srečevali po poti, in nekako jaz sem še posebej se počutil, da je ki posebej pomembnega pri tem. Ja, ta dogodek ste verjetno že ugotovili, je to, da sem bil zastavonoša na otvoritveni slovesnosti paraolimpijskih iger v Tokiu. Ja, sam dogodek je res nekaj posebnega, ko prideš pred stadion in te tam ekipa sprejme, ti nadene vse tiste pripomočke za zastavo, in ko greš proti izhodu v stadion, to so res taki lepi trenutki, ki se jih ne da opisati, se mi zdi, z besedami. Jaz sem bil res navdušen, čutil sem tremo
mogoče večjo, kot jo imam na samem tekmovanju. In ko prideš na stadion, ko te prevzame tisti del ekipe, ta ceremonjer s slušalkami na glavi in te drži za roko in ti da znak, evo, zdaj si na vrsti, slišiš napovedovalca na stadionu, ki napove tvojo državo. In evo, jaz sem bil, kot bi se, ne vem, pes utrgal z verige, jaz sem mahal s to zastavo, jaz sem hotel čim več doživeti čustev v tem trenutku, ker sem vedel, da več kot 15 sekund, tako ali tako, a še celo manj nimaš. In jaz sem se enostavno predal in vsi so mi potem rekli, da sem noro mahal s to zastavo, da je bilo zelo prisrčno. In moram povedati, da to je bilo vse spontano. Jaz nisem tega nič načrtoval, kaj bi delal. Jaz sem enostavno prijel to zastavo in šel ven in res užival v ta trenutek, kot sem rekel, ki sem si ga želel že od majhnega. In vsakič, ko sem gledal olimpijske igre in videl to otvoritev in ko sem počakal Slovenijo, ki je prišla ven, sem vedno občudoval te zastavonoše in nekako sanjal, da bi bil jaz na tistem mestu. Tako da, spomnim pa se, ko smo stali pred stadioni, da sem se tako prav za en trenutek malo umiril sam pri sebi in rekel, lej, to je to, o čemer si celo življenje sanjal in zdaj bo prišel ta trenutek in poskušaj ga izkoristiti res, kot da je tak edinstven in edinkrat v življenju. In sem ga. Povedal bom misel, ki mi jo je v bistvu nekako napisala moja žena, in sicer je od Walta Disneya in govori pa tako: vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo dovolj poguma, da jim sledimo. In lahko rečem, da ta dogodek, ki se je meni zgodil, je zelo močno nekako povezan s to mislijo in moramo sanjati in moramo si upati in biti pogumni za vsako stvar, ki si jo želimo, in potem nekako imamo več možnosti, da se uresniči. Ja, in tako smo prišli do tistega dela naše oddaje, v katerem pregledamo številne zanimive dogodke, nekaj, kar se je dogajalo na tekmovanjih, pogledamo tudi v zakulisje in tako naprej. In tokrat so bile seveda v ospredju zimske paralimpijske igre. Organizatorji so imeli nekaj težav z vremenom, ampak vseeno je bil naš slovenski parasmučar Jernej Slivnik izjemno motiviran. Jernej se je na Kitajskem najprej spopadal z veleslalomskimi vratci. Nastopil je odločno, vendar je zaradi napake na koncu osvojil 13. mesto. Zmagal je Norvežan Jesper Pedersen. Ja, razmere so res težke, sneg je iz dneva v dan drugačen. Danes je še padal nekaj dež, tako da bomo videli, kaj bo to pomenilo za jutrišnjo tekmo, ampak še vseeno motivacija je velika in upam, da se čim bolj odrežem še na slalomu. Anej Doplihar je svojo letošnjo tekmovalno sezono začel na Kanarskih otokih. Naš parakolesar je potem, ko je lani na paralimpijskih igrah na Japonskem pod goro Fuji osvojil 9. mesto, še posebno motiviran. Tudi letos se pripravlja pod vodstvom trenerja Luke Kovica. Njun glavni letošnji projekt pa bo nastop na svetovnem prvenstvu. Luka Kovic pa je pred dnevi začel sodelovati tudi z novim kolesarskim tandemom. Slepi kolesar Janez Cankar je s pilotom Borisom Praznikom tako že opravil prvi trening v okviru novega projekta. Slovenski predsednik Borut Pahor je 5 športnim trenerjem vročil državna odlikovanja Red za zasluge. Prejeli so jih Marjan Fabjan, Andrej Hauptmann, Franc Hvasti, Roman Krajnik in trenerka in selektorica parastrelske reprezentance Polona Sladič. Pod njenim vodstvom je slovenska paralimpijska reprezentanca osvojila več kot 30 medalj na največjih tekmovanjih, med njimi tudi 9 na paralimpijskih igrah. V Malem Nerajcu pri Dragatušu je potekalo državno prvenstvo v hitropoteznem šahu v posamični konkurenci. Državna prvaka sta postala Alenka Nikelj in Edo Planinc.
Moško in žensko reprezentanco v sedeči odbojki smo ujeli na treningu v njihovi pripravljalni bazi v Braslovčah. Trenirali so skupaj, saj je do prvih večjih reprezentančnih tekem še več kot mesec dni. V prvem delu priprav, ponavadi, ko pač delamo različne stvari in kadar je na vrsti tehnika, v bistvu lahko ekipe tudi združimo. Tako da imajo nekako enake zadolžitve, enake naloge in potem si malo olajšamo to delo. Takoj, ko pa smo bliže tekmovanju, pa pač treningi takoj postanejo ločeni, že zaradi same višine mreže, zaradi malo drugačnega sistema igre in pač tako nadaljujemo potem do tekmovanja. V mesecu septembru moško reprezentanco sedeče odbojke čakata 2 tekmovanji, ki sta glavni cilj v letošnji sezoni. Danes ste imeli srečo, da ste nas videli vse skupaj, tako moške kot ženske. Kar se tiče tekmovanja, bomo imeli v maju mesecu klubsko evropsko tekmovanje, katero igramo za Šip Šempeter. Punce imajo drugo tekmovanje, se pravi sorazmerno zraven našega tekmovanja. Potem imamo en močen turnir, ki bo tudi, ne vem točno v kateri državi bo, ampak je močen turnir, potem pa konec septembra, začetek oktobra imamo pa še evropsko obe tekmovanje in potem še srebrno ligo. Moška reprezentanca je trenutno v drugem kakovostnem razredu evropske sedeče odbojke, a z željo in potencialom znova priti med elito. Ta reprezentanca je sigurno ena izmed najmlajših v Evropi. Se pravi, potencial je že ta mladost. Se pravi, imamo nekaj časa in pa v bistvu prostor za napredovanje. Zdaj, veliko oziroma vse je na teh fantih, koliko bojo oni to resno vzeli. Mi pa smo tu pač, da jim nekako suportiramo na vseh ostalih področjih. Zdaj, zaenkrat kaže dobro. Moramo vedeti, da v sedeči odbojki, ki je pač mogoče malo specifičen šport, pač izkušnje štejejo ogromno in ekipe, ki že dolgo oziroma vrsto let igrajo skupaj, imajo tudi večje uspehe. Tako da jaz mislim, da pred to ekipo, kakršna je sedaj, je realen cilj redno se udeleževati vsaj evropskih prvenstev A divizije. Po mojem mnenju nam ne manjka veliko, ker smo fanti zelo dobri, če bomo stopili skupaj, če bomo igrali tako igro, ki znamo igrati. Kar se tiče drugih ekip, jih ne bom podcenjeval, vse ekipe so zelo močne na tem tekmovanju, ampak jaz mislim, da bomo fanti prišli nazaj v to elito, kamor tudi spadamo. Imajo pa druge ekipe precej prednosti v številčnosti igralcev in posledično s selekcioniranjem za člansko reprezentanco. V bistvu ni enostavno, niti najmanj. Zelo težko je, težje kot sem jaz na začetku mislil. Nekako te nove člane pridobivamo največ preko nekih poznanstv, ki so se pač spletli v neki preteklosti s temi fanti, ki jih že imamo. Nekaj smo dobili, bom rekel, z nekim oglaševanjem tega športa. Še zmerom pa to ni množičen šport in meni je žal, da je tako. Zdaj, bolj svetle čase smo v bistvu dočakali tudi z vključitvijo v Odbojkarsko zvezo Slovenije, tako da nekako se nam dostikrat pridružujejo tudi člani odbojkarskih klubov na naših treningih, ki pa na uradnih tekmovanjih ne morejo igrati. Za bodočnost jaz pozivam pa upam, da bomo postali še bolj množični, saj gre to za res neko atraktivno športno disciplino, ki pač tem igralcem in igralkam prinese mnogo nekih novih izzivov v bodočnosti. Zato še enkrat poziv vsem, ki bi se želeli ukvarjati s tem zanimivim športom. Mislim, jaz sem že od samega začetka, takrat, ko se je moška reprezentanca začela, mislim, ko se je sestavljala skupaj, takole je, vsak je malo vsakega spoznal, pripeljal ga na sedečo odbojko, vsakemu je bila ta sedeča odbojka zelo všeč, tako da smo se fantje zbrali skupaj, vsi smo bili bivši športniki drugih športov, ne lih odbojke, ampak
tako bom rekel, no, imamo zelo močen potencial, ampak vedno so dobrodošli tudi novi člani, kakorkoli se vidite, pridite na srečo odbojko, pridite nas pogledati, pridite z nami igrati, videli boste, da to ni noben bav, ampak da je res dobra družba in da na konec koncev tudi lahko igramo na takem evropskem nivoju. Dokaz, da lahko s srčnostjo in zagrizenostjo pariraš tudi najboljšim reprezentancem v Evropi, je naša ženska reprezentanca. Ja, ženska ekipa ima nekako daljše korenine pri nas v Sloveniji. Svoje res velike uspehe je dosegala mogoče 15-20 let nazaj pod vodstvom Adje Urnauta, ki je zelo, zelo dobro krmaril s to ekipo. Mi nekako poskušamo ta trend nadaljevati, sicer je zdaj malo teže, ker tudi šport invalidov postaja profesionalen in nekako mi v tem segmentu malo težko sledimo ostalim reprezentancam. Poskušamo pa to z entuziazmom in z voljo igralk in igralcev to nadoknaditi. Zaenkrat nam to kar še dobro uspeva. Moram pa reči, da po dolgem času je naša ekipa kar precej se pomladila in spet tukaj jaz vidim eno bodočnost, ki je pred temi dekleti tako v tekmovalnem smislu kot v bistvu v samem življenju. Kljub upadanju epidemije koronavirusa se v športu še naprej vrstijo odpovedi tekmovanj. Eno takšnih so doživele tudi slovenske reprezentantke v sedeči odbojki. V bistvu je bil plan zdaj res intenzivne priprave na svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo maja na Kitajskem za ženske, ampak so ga v bistvu praktično tik pred zdajci odpovedali. Kitajska vlada je odzela dovoljenje za organizacijo prvenstva, kar je zadevo prestavilo v bistvu za kar nekaj časa. Predvideno je, da se bo šele konec leta vse skupaj izvedli. Tako da trenutno se pripravljamo bolj za klubska tekmovanja, ki bojo letos v bistvu prvič v takem formatu potekala. Tako da punce odhajamo na Champions Cup v Italijo čez 14 dni. Čeprav je bil prvotni načrt priprav nekoliko porušen, pa slovensko ekipo čaka še eno prestižno tekmovanje. Punce bomo nastopile v Zlati ligi, se pravi v bistvu v elitnem tekmovanju na reprezentančnem nivoju, kjer bi spet prvih 6 reprezentanc na rang lestvici nastopili, kar vključuje seveda tudi Rusijo, ki so aktualne evropske prvakinje, in pa Ukrajino, ki so tudi vrsto let že v samem vrhu. Zdaj, nažalost, trenutna situacija je Rusijo v bistvu že čisto izključila iz tega. Ukrajina še ne ve, ali se bo nastopila ali bojo nastopile na prvenstvo ali ne. Ampak ja, dejstvo je, da turnir ostaja, konec aprila bomo v bistvu med prvomajskimi počitnicami bomo zaigrali v Šempetru in vabim vse, da se nam pridružijo in navijajo za nas. Zlata liga je dogodek, ki ga lahko postavimo ob bok evropskima prvenstvoma, ki jo je Slovenija gostila leta 1995 in 2015. Prvič v zgodovini bo ta Zlata liga se odigrala v Sloveniji, točneje v Šempetru, v Savinjski dolini. Tam smo z odbojkarskim klubom SIP Šempeter nekako se dogovorili, da bomo poskušali organizirati to ligo, ki je nekako po sami kvaliteti celo močnejša od samega evropskega prvenstva. Sicer sodeluje 6 najboljših ekip, ampak rekel je kvaliteta bolj strnjena in vsaka tekma, ki se odigra v tej ligi, gre na nož in težko je napovedovati rezultate v tej ligi. Tako da to nas čaka zdaj, v koncu aprila in začetku maja. Potem pa v jeseni bomo pač odigrali tudi svetovno prvenstvo, ki za zdaj se še ne ve, kje bo. Kitajska je povedala organizacijo, bo pa sigurno nekje v Evropi, se pravi ali v Bosni ali pa v Italiji, kar je za nas enkratno.
Že čez dober mesec bo tako na vrsti prvi vrhunec letošnje tekmovalne sezone, ko bo Šempeter gostil Zlato ligo narodov za ženske, ki se bo odvijala med 28. aprilom in 1. majem. In tako smo počasi prišli do konca še ene naše oddaje. V naši prihodnji oddaji se bomo malce podrobneje posvetili mejnikom slovenskega parašporta. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje, do prihodnjič. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.